Kaj je glavni razlog, da te tvoje idealne in potencialne stranke ne slišijo, čeprav si mogoče ti prisoten oziroma prisotna na čisto vseh družabnih omrežjih in redno objavljaš, pa vseeno ni rezultata, ki si ga želiš. V tem videu ti razložim zakaj in s tabo delim tudi rešitev. Zdaj si predstavljaj en čudovit sončen dan in ti se sprehajaš po mestu. In do tebe pristopi ena popolnoma neznana oseba. Ponudi pa ti mesečni coaching oziroma mentorstvo, ki ti bo spremenilo življenje in cena tega je 10 000 evrov, kupiti pa moraš kar takoj na mesto. Kakšen bo tvoj odziv? Mogoče te bo zanimalo več informacij? Najverjetneje, verjetno za večino bo pa ok, to je nekaj čudnega, ne hvala, adijo. A ne? In podobno je v tvojem poslu. Stranke, katere nagovarjaš, so na različnih nivojih. Tale mentor je lahko čisto zares ta prav strokovnjak in ti bi res spremenil življenje in naredil vse, kar ti je tudi obljubil. Ampak če ga ti ne poznaš še, za njega nisi najbolj zagret. Čisto druga situacija pa bi bila, če bi ta oseba na drugi strani bi bil nek mentor, ki ga ti mogoče že dlje časa spremljaš in je običajno recimo njegova cena, 20 000 evrov na mesec, on te pa zdaj na ulici sreča in ti si njegov največji oboževalec, je verjetnost, da rečeš ja, veliko večja, a ne? In enako, torej tudi ti imaš ko nagovarjaš torej javnost, imaš v občinstvo stranke, ki so bolj zagrete zate in pa tisti, ki še te nikoli niso sploh videli, spoznali in tako naprej. Zato je pomembno, da najprej razumeš, katere so sploh te stopnje in kot drugo njim prilagodiš komunikacijo, ponudbo in tako naprej. Ampak dajmo najprej zdaj pogledati, katere so sploh ti tipi tvojih obiskovalcev oziroma tvojih potencialnih strank. Prva skupina so hladni skeptiki. To je tisti del občinstva, ki zate še mogoče ni slišal ali pa te samo nekje mičkeno zasledil, ampak te ne pozna tvojega dela. Skeptiki so zato, ker te pač enostavno še ne poznajo. In zdaj, kako pristopiti do teh ljudi, kako z njimi komunicirati, je popolnoma drugače kot drugi tipi tvojih potencialnih strank. Pa gremo najprej pogledati še drugi tip. Torej, prvi tip teh potencialnega občinstva oziroma tvojega občinstva so hladni skeptiki. Drugi so ogreti oboževalci. To so tisti, ki te že spremljajo mogoče dlje časa, ki te že poznajo tvoje delo in so tisti tvoji oboževalci, ki res imajo radi tvoje delo, mogoče so kdaj postali že tudi tvoja stranka. Potem pa imaš še tretji tip, to so pa razgreti kupci. To so tisti tvoji najbolj zagreti fani, ki kupijo večinoma skoraj vse, kar ti ponudiš. Zaradi tega, ker te dobro poznajo, poznajo torej tvojo kvaliteto, poznajo tvoje delo in so blazno za tem tudi zadovoljni. In običajno kupijo vse, kar ponudiš. In pristop, kako njim prodati, je popolnoma drugačen kot za tiste hladne skeptike. A ne? Tukaj je potem potrebno paziti, kako nekoga nagovarjati. Kako torej pristopiti k posameznemu tem tipu. K hladnemu skeptiku vedno stopimo tako, da se ta naš hladni skeptik nas ne prestraši in zbeži, ker smo mu preveč čudni. Podobno kot če greš recimo na eno zabavo in pristopiš do ene popolnoma nepoznane osebe, verjetno mu ne začneš takoj prodajati nekih svojih storitev, ampak mogoče rečeš, živjo, jaz sem ta pa ta, počnem to pa to, kako si, kdo si, in potem se začne graditi tale odnos. In popolnoma enako je tudi v poslu. Najprej mu lahko poveš, kdo si, kaj počneš, mogoče mu celo lahko ponudiš neko brezplačno gradivo, ki ponujaš mogoče vsem svojim strankam, torej da se prijavi mogoče na tvojo mailing listo. Ta ponudba naj bo res
maksimalno vredna in tudi tako privlačna, da se ta hladni skeptik sploh ne bo mogel upreti tej tvoji brezplačni ponudbi. In seveda, ko se ta skeptik potem odloči za to mogoče tvojo brezplačno ponudbo, se že seznani s tvojim delom, s tvojimi storitvami in se že bolj segreje za tvoj nakup, mogoče celo kakšno sodelovanje. In iz hladnega skeptika potem postane že ta ogret oboževalec, zaradi tega, ker je dobil veliko vrednost. Tukaj v prvi stopnji je torej treba paziti, da je vrednost res ogromna. In ko je nekdo zadovoljen za tvojo brezplačno ponudbo, bo seveda ti tudi naprej sledil. Tukaj gre potem za grajenje odnosa in zdaj, če delaš neko objavo na družabnih omrežjih ali pa ponudbo, verjetno ta ponudba tvoja ne bo v prvi vrsti namenjena tem hladnim skeptikom. Zaradi tega že veš, da ti mogoče komuniciraš s temi ali zelo ogretimi kupci ali pa z temi svojimi ogretim občinstvom, oboževalci. Zaradi tega lahko komunikacija tudi na tem nivoju bolj primerna. Podobno, če se vrnemo spet na zabavo, tukaj mogoče se ni treba predstavljati, kaj počneš čisto od začetka, ampak že lahko zapelješ v neko drugo zgodbo in tako v bistvu ustvarjaš zgodbe tako na družabnih omrežjih, kot tudi v svoji ponudbi, ko imaš neki lunch in pa prodajaš neko svojo novo ponudbo. Mogoče sem zdaj to malo zapletla, naj samo naredim en povzetek, ki ti bo pomagal, da bo naslednjič ta komunikacija lažje stekla. Poznamo torej 3 tipe občinstva. To so hladni skeptiki, ki tebe še ne poznajo, ogreti oboževalci, ki te poznajo in te že spremljajo, in pa segreti oziroma popolnoma vroči kupci, ki kupijo takoj vse, karkoli jim ti ponudiš. In glede na to, v kateri skupini si in komu ti, za katero skupino, za kateri tip ti pripravljaš oglaševalsko akcijo ali pripravljaš neko novo program, ponudbo za svoj posel, v mislih, koga nagovarjaš. In ko imaš v mislih, koga nagovarjaš, temu prilagodiš tudi tole vsebino. Tako da, upam, da ti to pomaga. Zelo ti bom hvaležna, če ta video deliš tudi še s kom, za katerega misliš, da bi mu ta vsebina lahko pomagala. In hvala ti za tvojo pozornost. Spodaj v komentarju pa seveda bom vesela tudi, če deliš svoje mnenje, mogoče kakšen svoj aha moment in se vidimo naslednjič.